Dober dan. Živimo v času, ki ga v veliki meri zaznamujejo problemi in žal, kot se kaže, bo tega v bodoče še več. Rad bi vas naučil tokrat na malo drugačen način formulo za reševanje problemov, ki je meni osebno res velikokrat pomagala. Predvsem pa bom predstavil skozi kratko zgodbico, kako je moj največji življenjski problem postal osnova za mojo največjo srečo. In ob tej formuli bi rad naučil tudi vas, da boste znali svoje probleme, tako poslovne kot tudi službene, reševati hitro in učinkovito. Zdaj, moj največji problem je brez dvoma ločitev, razpad družine in sesutje vsega, kar sem pravzaprav večino življenja gradil. In tako simbolično, sem se tega najbolj zavedel prav na moj 50. rojstni dan. S sinom Robijem sva odšla na eno svetovno prvenstvo v Nemčijo z avtodomom. Zato, ker se mi je zdelo, da bom na tistem potovanju še najlažje pozabil na vse probleme, ki so me težili, in da bom vsaj z nekom, ki me ima rad, praznoval ta moj 50. rojstni dan. Večerjo sva si naredila kar v avtodomu, ki sva ga postavila tako v eno idilično jezero. Že ob večeri sva popila eno batelko najboljšega vina, oziroma najnega najljubšega. Potem sva pa odprla za krono še steklenico šampanjca in žal po prvem kozarcu je moj sin odšel, ker so organizatorji priredili zabavo za tekmovalce. Sam sem pa ostal sam za svoj 50. rojstni dan z eno steklenico šampanjca. Moram reči, da je bila tista noč čudovita, romantična. Če ne bi bil tam sam in če se ne bi pravzaprav prvič po dolgem času šele zavedal situacije, v kateri sem se znašel. Namreč, meni sanje veliko pomenijo, Tokrat se mi je pa zdelo, da prav vse, kar sem gradil, da se bo sesul. Zavedal sem se, da lahko pravzaprav en spleten odvetnik moje bivše žene pravzaprav uniči vso to 20-letno garanje in delo. Mogoče, če se spomnim še par mesecev nazaj, če bi nekdo vprašal Sašo, kako si pa kaj zadovoljen s svojim življenjem, kaj si pa kaj ustvaril, bi rekel, super, imam hišo v lepem delu Ljubljane, podjetje za izobraževanje menedžerjev, kar me veseli, sina, ki je vrhunski športnik, jadrnico imamo na Krku. Pa še par tistih igrač, ki jih fantje obožujemo, gorsko kolo, dober motor, avto, kakršnega sem si želel. Tokrat sem se pa zavedal, da pravzaprav nič od tega sploh ni moje in da lahko vse to zgubim. Ali pa se po drugi strani pravdam naslednjih 20 let na sodišču ali pa 10 let, svojo bivšo ženo. Ko sem tam na strehi avtodoma pil tisti šampanjc, moram reči, da nisem bil prav dobre volje, Ampak nekaj pa je. Proti koncu tiste šampanjčka sem se odločil. Ne glede na vse probleme, ki me čakajo, bom še enkrat zgradil vse, kar se je tokrat porušilo. Še enkrat hočem že imeti lepo družino in predvsem še enkrat hočem biti srečen. Zdaj, danes, ko vam to govorim, je menilo ta čas 7 let in moram reči, da sem zahvaljujoč tej formuli, ki vas jo bom naučil zdaj, dejansko spet srečen. Imam ženo Melariel, ki je bistveno mlajša, kot sem kdajkoli upal, predvsem je pa čudovita. Ni dolgo nazaj se nam je rodil sin Mark, zdaj bo star že mesec pa pol. Poleg hiše, kjer živimo tukaj v Ljubljani, imamo še eno res luštno hiško na Filipinih, na enem romantičnem tropskem otočku. In če se bo le dalo, se bomo čim prej odselili tja, pa bomo hodili na Slovenijo nazaj na počitnice. Zdaj, kako mi je to uspelo? To mi je uspelo s pomočjo te formule, ki bi
vas jo rad naučil tokrat. A ne? Zdaj, gremo kar v akcijo. Prva točka. Zapište, kaj je problem. Ampak poudarek, zapište. Vzemite list papirja ali pa v računalniku odprite fajl in zapište, kaj je problem v nekaj stavkih, kratko in jedrnato. Zakaj pravzaprav pisati o problemu? Lejte, imamo ponazoril s šahom. A ne? Šah, šahovnica, kos lesa, 16 črnih, 16 belih figur. V bistvu pa figur samo 6. In za vsako od figur točno vemo, kam jo lahko predstavimo, pa kaj lahko nekdo z njo naredi. Pravila so jasna. In povprečen šahist lahko mogoče predvidi 2-3 poteze vnaprej, upoštevajoč seveda tudi potezo nasprotnika, tako kot v to življenju. Ne? Če vzamemo zdaj to paralelo, če lahko pri šahu, kjer je vse kristalno jasno, premislimo 2-3 poteze naprej, kako bomo v življenju sprejemali zahtevne odločitve, kjer je področje, kjer se spopadamo s problemi bistveno širše, kjer mnogih stvari sploh ne poznamo, ne vidimo, ne slišimo in ne razumemo, kjer za nobeno figuro, ki v teh problemih nastopa, ne vemo, kako bo reagirala, kam bo skočila. Iz svojih izkušenj tisočih ljudi, ki jih učim na delancah, vam kar povem, težkih problemov ne moreš rešiti z razmišljanjem. Zato napište v parih stavkih, kaj je problem. Druga točka. Kaj je do problema pripeljalo? Zakaj pa zdaj to pisati? Ne? V bistvu analiziramo situacijo. Če nismo nič krivi za situacijo, v kateri smo se znašli, pa nam predstavlja velik problem, potem je saj pomenilo, da se ne sekiramo. Zdaj, če pa smo krivi, kar mnogokrat smo, ne? Potem pa zapišemo, kaj je vzrok za problem, zato da v bodoče teh problemov ne bomo, oziroma napak ne bomo ponavljali. Ne? In zdaj prehajamo na tretjo ključno točko. Katere možnosti imam, da jo rešim? In tukaj, lejte, tukaj se bomo zdaj šokantno, 20 idej, kako lahko rešim problem. Kar napište si na list papirja 20 točk in potem začnite pisati, kaj so ideje za rešitev problema. Lahko pa odprete v Excelu to preglednico, pa takoj s formulo potegnite dol 20 točk. Zdaj, marsikdo bo rekel, 20 točk, ne je mogoče. A ne? Pa zakaj le? Zato, ker poglejmo malo. Prvih 5 idej, ki vam pridejo na misel, običajno so to brezvezne ideje, vsak se jih spomne in redko kdaj pomenijo rešitev problema. Naslednjih 5 idej, zanje si moramo pa vzeti že kar malo več časa, zato jaz tudi predlagam, da je pri tej formuli nekako, da si ukvirite en teden časa za rešitev teh 20 idej, ne? Kajti za naslednjih 5 točk moramo pa že kar precej razmišljati, napet možgane. In jaz sem tako predlagam, lejte, začer si umivate zobe, poglejte prvih 5 točk, ki ste jih zapisali in boste videli, da vam bo še kakšna dobra ideja prišla na misel. Potem pa zaspite. In vaša podzavest bo pravzaprav celo noč mlela, kaj lahko še naredim, da rešim ta problem. In boste videli, takoj zjutraj, ko boste vstali, poglejte prvih 5, 6, 7 točk, ki ste si jih zapisali in boste videli, da se boste spomnili še 2-3. Tretjih 5 idej, to so pa že fantastične ideje dostkrat. Zanje se je treba pa že kar posvetovati, razmišljati, mogoče kaj googlati po internetu, zbrati določene podatke, analizirati določene situacije. Zanje rabimo definitivno več dni. In zadnjih 5 točk. Zadnjih 5 točk, to so običajno genialne ideje. Povprečnežem pravzaprav nikoli ne pridejo na misel. In prav zato so genialne. Recimo moja, ena od teh genialnih idej, ki mi zdaj omogoča to srečo, je bila definitivno ta, da sem rekel, moja naslednja žena bo iz Azije. Ne? Zdaj, 4. točka. Preprosto, ne? Katero od teh idej bom uporabil? Eno, mogoče celo več, ne? In verjemite mi, odločitev, kako bomo ravnali za rešitev tega problema ali pa za dosego tega cilja, bo bistveno lažja, če imamo 20 točk napisanih, kaj lahko naredimo, ne?
Zdaj, v teh zadnjih 7 letih vam moram povedati iz svojih izkušenj vsaj 80-krat, pa ne pretiravam, vsaj 80-krat sem napisal po 20 idej za službene ali pa za privatne ideje. Moram reči, da sem mnogokrat za to prosil svojo sodelavko Petro ali pa koga drugega, ne. In poglejte, zdaj, ta hipa ne lahko zase rečem, da sem uspešen do ene mere. Srečen, bolj kot sem kdajkoli upal misliti, a ne. In prav ta hip se zdaj ukvarjam z 20 idejami, kako bi prodal tole hišo, kako bi na nek način prenesel firmo na koga drugega in se čim prej preselil na Filipine. Drugače v preteklosti, seveda, zdaj, če boste rekli, pa kaj si pa pisal 80-krat po 20 idej? Kaj sem pisal? Vam kar tako povedal, recimo, prvič, kako pravzaprav poskrbeti za firmo, sina, za njegovo vzgojo, kako se spopadati s finančnimi problemi kot samohranilec, kako poenostaviti življenje, kje več zaslužiti, kako več prihraniti. Zapisal sem si x-krat 20 idej, kam lahko potujem, kje bom najdel svojo bodočo ženo, kje bom enkrat živel, kako bom živel in tako naprej. In moram reči, da sem strašno hvaležen za to, da sem mnogo let nazaj to formulo se naučil v eni knjigi od Dale Carnegie, ne. Prakticiram jo, učim jo že 20 let na svojih delavnicah in mnogo ljudi mi pove, da so prosto formulo rešili marsikšen problem pa dosegali marsikšen cilj, ne. Zdaj, tole, kar sem vam zdaj predstavil, je zgolj en droben delček tega, kar učim na svojih delavnicah, tehnike reševanja problemov in od idej k dejanjem. In v bodoče sem se s sodelavko Petro odločila, da bova naredila blog in bova objavila na YouTubeu tudi še več takih formul uporabnih za življenje in za delo. Tako da jaz vam želim, da ne bi morali pretirano hitro uporabljati te formule. Če pa boste potrebovali, če boste v situaciji, ko boste imeli težek problem ali pa boste želeli doseči cilj, za katerega res ne veste, kako bi ga dosegali, potem pa zapomnite si, zapišite, kaj je problem, kaj je do problema pripeljalo, 20 idej, kako ga lahko rešim in preprosto, katero idejo bom uporabil. Lepo se imejte, srečno!